Satan stvari predstavi kot dobre, toda njegov namen je človeka uničiti, proti njemu pa se borijo in nas branijo angeli. Tako je med homilijo pri jutranji maši v kapeli doma Svete Marte dejal papež Frančišek na dan, ko cerkev obhaja praznik, nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela. Današnja Božja beseda nam predstavlja močne podobe, videnje Božje slave s Sinom človekovim, Jezusom Kristusom pred očetom, o katerem govori prerok Daniel, boj nad angela Mihaela in njegovih angelov proti velikemu zmaju, stari kači, ki se imenuje Satan in ki zapeljuje zemljo, a je vendar premagan, kot zatrjuje knjiga Razodetja, ter nazadnje še podoba odprtih nebes in božjih angelov, ki hodijo gor in dol nad Sinom človekovim, o kateri Jezus v evangelskem odlomku pripoveduje Natanaelu. Izhajajoč iz teh svetopisemskih besed je papež Frančišek spomnil na boj med Satanom in Bogom. Do tega boja, kot je dejal, pride potem, ko Satan poskuša uničiti ženo, ki naj bi rodila sina. Satan vedno poskuša uničiti človeka, tistega človeka, ki ga je Daniel videl tam v slavi in o katerem je Jezus Natanaelu pripovedoval, da bo prišel v slavi. Sveto pismo nam vse od začetka govori o tem Satanovem zapeljevanju, da bi uničil. Morda to dela zaradi zavisti, je nadaljeval papež. V Svetem pismu beremo, da je Bog človeka naredil višjega od angelov in morda Satan ni mogel sprejeti tega ponižanja, da je neko bitje bilo narejeno višje, ter ga zato poskuša uničiti. Uničiti poskuša celo človeštvo, vse nas, številni načrti razčlovečenja človeka so njegovo delo in to preprosto zato, ker človeka sovraži. Satan je tudi prekajen, o čemer nam govori že prva Mojzesova knjiga. Stvari predstavi kot dobre, toda njegov namen je uničenje, angeli pa nas branijo človeka in branijo človeka Boga, najvišjega človeka Jezusa Kristusa, ki je popolnost človeštva, najpopolnejši. Zato cerkev časti angele, ker so tisti, ki bodo v Božji slavi, ki so v Božji slavi, kajti branijo veliko Božjo skrivnost, to je besedo, ki se je utelesila. Je dejal papež Frančišek in vse povabil, da bi molili k nadangelom Mihaelu, Gabrielu in Rafaelu.